Živijo, tukaj je Anže, poslušate podcast Apparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. Tole pa je 141. epizoda Apparatusa, kateri sem bil z Vladom Bizovičarjem, ki dela stvari na TV-ju in v gledališču in jih počne zelo dobro. Tako da se valjda o tem pogovarjala, vmes je hamburger naročil, pa na koncu je mogoče dal, saj meni je tako na dušo pihan odgovor na zadnje vprašanje. Zdaj naprej začnemo. Zdaj je bila full pauza med Apparatusom, za kar se iskreno opravičujem in me je žrl cel cajt, samo me je res... gremo temu reči, pljučnica ali nekaj temu podobnega toliko položilo, da se ni dal. Še zdaj nisem 100%, kar mislim, da se kar sliši na glasu, ampak bom probal pač snemati, kot sem prej. Tako da ful hvala vsem, ki ste mi vmes še en mail poslali, pa na Twitterju, da naj se pozdravim, pač pozitivne misli pa to, ako se temu reče. Ampak ja, dosto temu, zdaj se bom z Ladotom pogovarjal, valjda pa tako kot vedno, dajte kakšno oceno v iTunesu, Apparatusu, pa če imate šanso, lahko tudi podprete, to pa naredite tako, da greste na apparatus.si/podpri, tako da mislim, da bo to dosti introta. Zdaj pa Lado, zdaj se snema. Prvo vprašanje, ki je vedno isto. Kdo si in kaj počneš? Jaz sem Vlado Bizovičar in trenutno sedim tlele s tabo in čakam, da mine. Jaz sem ti rekel, to je čisto legitimna pozicija. Tudi meni se zdi zelo legitimno. Ker je nenaravno to, kar počneva. Ne? Absolutno je nenaravno. Ne samo nenaravno, tudi malo bolno. Ja. Mislim, ti si prišel k meni na debato, kljub temu, da se še ne poznava dovolj, ali pa to, kot bi se morala, rečemo tako, in zdaj sem jaz tle v totalno čudni poziciji, ki v bistvu nikoli nisem kaj dobro razumel. Ne? Zakaj se zdaj pogovarjava o čemerkoli? O čemerkoli pač. Jaz se strinjam, da je pač to ful nenaravna pozicija, zaradi tega, tako kot si rekel, že ta greva oklepaj, ne zaklepaj poznavanje, ne? In zdaj se morava ali pretvarjati, da se mora dobro, ne? Razumeš? Jaz se ne bom. Vem, da se nauči. Obljubam. Jaz upam, da se nauči. To je res. Jaz imam za nalaž rad ljudi, ki so pač tako, kot so. Ne? Ampak, si pa rekel, zakaj bi kdorkoli se s komerkoli o čemerkoli pogovarjal, gremo temu tako reči. Ja, to je zelo na široko. Nisem čist tega mislil. Širše sem zastavil, ampak se bom zdaj zožal. Zakaj bi se javno pogovarjal? Tako, no se to. Kje sem jaz hotel pri tebi začeti? Ker ti... Pa ne zdaj, nočem tvoje geneze slišati, začel sem v bendih in potem, to tako me ne zanima. Ampak kaj me pa zanima? Ne? To, da si pa karkoli pomeni javna oseba, karkoli to pomeni, ljudem na očeh, nekako potevajo, whatever to v Sloveniji pomeni. Jaz, ki sem jih do zdaj imel ki so bili bližen, pa da nova preveč hollywoodske na istem nivoju, karkoli to že spet pomeni. Ki dolg cajta to zdržijo delati, tako kot ti, da se dolg cajta v javnosti, pa preodaje, pa bendi, pa še ena oddaja, ki je bila, pa Stožice, pa vse tisne. Ki to dolg cajta zdržijo, morajo imeti nek, nam rekel, odklonilen odnos do tega, ali pa morajo imeti vsaj neko približno zdravo distanco, da ne ratejo res weird. Jaz vse, kar sem slišal, polk jaz te moje researche delam, od tebi je, da dejansko nisi weird, da si pač... Ne vem, je to... To je dober. Mislim, nekako stavim na weirdness, tako da... Ampak mogoče je weird napačna beseda, ampak da vi, ki pa že nekaj cajta to jadrate, pa znate znavigirati, veš to, da si znano lice, se mi pa zdi, da morate biti nekako... Kaj je ta talent? Ta talent me zanima. Kako si ostal pač... približno normalno. Sej se zavedava, da je to vprašanje trajalo tako približno, kar mi je všeč, ker to samo pomeni manjša in krajša minutaža zame. Ko sem tudi zastavil, hvala. Odlično, tako da jaz bi zdaj lahko samo rekel, ja, zelo dobro in pronicljivo opažanje in sva zaključila s to temo. Ne? Ja. Ampak, Magnifico je pred 72 leti nekje rekel in to se mi zdi, da največ in najbolj opiše to zadevo. Takrat, ko začneš brati ali poslušati intervjuje za sabo, torej svoje intervjuje, ali pa gledati svoje fotke, formulacija je bila seveda drugačna, si že na poti v mental, se ti že blede. In vse je logično, zakaj. Iz subjekta narediš iz sebe, sam sebi objekt. In to je ena taka malo bolana, bi rekel, situacija, v kateri se pogosto znajdemo vsi, ki smo, kakor si prej rekel, tako ali drugače javno lice. Zdaj pa, a to namenoma pazljivo ravnaš s tem sodom smodnika, ali pa
ali se ti pa samo posreč, ne? To je pa zdaj odvisno. Ne? Je pa takoj, ko začneš nase gledati kot na objekt, nujna posledica odtujenost od samega sebe, ne? Kar pomeni, da se ti tako ali drugače malo zmeša. Ampak v bistvu, ne? Vsi, tudi tisti, ki dolg cajta trajajo, kot si temu rekel, se jim tu pa tam zalom. Ne? Se vidiš kot brand, kot izdelek, kot produkt, tako pride do tega, nujno pride do tega. Zdaj pa vprašanje, a to v pravi meri in dovolj kmalu zatreš. Ne? In to se mi ne zdi pomembno samo zato, da dolg časa trajaš v poslu, to pomeni v tej industriji, kakršnakoli že je, ampak predvsem zato, da se ti resno ne skegla. Yes. Zdrava pamet, zdravo razumsko. Ne? Seveda je pa najlažje se k temu zateči s tem, da se enostavno ne jemlješ preveč resno. Ne? In da pač veš, da tudi ko si objekt, da pač si enako objekt, kot kdorkoli ali karkoli, iz česar se da tako ali drugače norčevati v posamezni industriji. A pa zdaj to govori ta Lado, ki ima zdaj že izkušnje za sabo, ne? A veš, ali bi to tudi lahko Lado rekel pred, greva reči, 10 leti? Če bi Lado pred 10 leti, mislim, da sem imel enako mnenje ali pa razmišljanje. Vprašanje pa je, če bi pred 20 leti mogoče bi bil celo sposoben to reči, ampak bi bila zgolj in samo poza. Zdaj se mi pa zdi, da dejansko vem, kva govorim. Okay. No, pa sej to je čist fair enough odgovor. No? Pač, to se mi zdi, ampak to te res nalož vprašam, ker zdaj sem začel to fazo, tako kot sem ti prej naprej začela snemati, rekel, da si bolj že proti 140 človeku, ki se pogovarjam z njim, grem. Ne? Da so neke vzporednice med vami, ne? Kaj sva prej rekla, ki dolgo trajate. Z rokom trajanja, vprašanje. Ne, da tako so neke vzporednice, neke normale, pa mogoče, jaz to ne bi rekel, ta nejemanje sebe preveč resno, ne. To mogoče se mi ne zdi tako, ampak da se nekako, da znaš saj toliko ven stopiti, pa reči, pa sej čez 3 leta pa en drug, recimo, tak objekt, ki sem jaz zdaj objekt, ne, recimo. Ampak a se ti zdi, da je to tako talent? Ali si prej rekel, ta ponesreč se ti zgodi? Ker ta del me res, zakaj me to zanima? Sorry, sem za nalaž dal. Veš, da sem za nalaž dal. Prosim, spoštuj to. To me zaradi tega zanima, ker ne vem, kaj si v teh cajtih, pa da ne bova zdaj mina stara izpadla, ker je ta net, pa ker res vsak na netu že, veš, staj neki ti lahko rata, če hočeš. Ne. Kaj si pol folk misel, ker vidi Lada ta Bizovič, njemu pa znesel, pa zgleda normalen, ne, da se ti ne skegla. Zato me zanima, a si ti razmišljal o tem, ko je šla krivulja strmo navzgor, da ne boš. Da se mi ne skegla. Ja. A je to bil premišljen? Načrtna, ja, če so to premišljeni koraki, to je spet vprašanje, ki skriva 72 pod vprašanj in ne vem točno, kva si vprašal. Ne? In evo, zdaj sva na razpotju. Ne? Ja. Zdaj sem jaz lahko ustrežljiv gost začnem kar nekaj govoriti, sam da zafilam ta prostor, lahko pa povem po pravici. Ja. Kva? Ker se je začelo res dogajati, prej, ki si rekel, ker si začel ratovati, pač tako, gremo reči temu subjekt, produkt, kogar. Prepoznaven. A si imel to samo refleksijo, da si takrat govoril, zdaj misli, da je to, da zdaj smo pa na ti bom na anekdoti enega skupnega prijatelja, Jožeta Robežnika povedal, ko on je meni rekel, jaz sem že 3-krat mislil, da sem slaven, Hvala, ker se to ti smejiš, ker je to hilarično. The best line. Ja, ampak a si se sprašal, a si se ostavil vmes, no? Pa se izprašal, pa rekel, god damn it, ne bom eno od njih modelov. To je špekulacija, spet. Evo, recimo, to je eno od njih momentov, v katerem, iskreno, meni se o tem ne da razmišljati javno, Ja. Ampak, ker sem pristal na konvencijo sedenja za mojo mizo, spet te obveščam, da zgolj in samo trpim norme, ki pač veljajo za to, ker sem rekel ja, da zdaj bom to izpolnil. Okay. Ampak, če pa že na glas razmišljam, zdi se mi, da sem imel srečo v tem, da sem, bi rekel, mogoče, da sem dovolj široko gledal na industrijo, v katero sem se podajal. To pomeni, da sem imel zmer pred sabo ali pa v glav
point, ki bi ga rad dosegel, ali pa cilj, ki bi ga rad dosegel, in kot stranski produkt tega pride, da pač veš, da tudi to zraven pride in da se zavedaš, v čem si dober in v čem si absolutno beden in nesposoben. Ne? Ja. In jaz ne jemljem distance, bi rekel, od sebe ali pa od tega dela, da govorim o sebi, da delam te intervjuje in tako naprej, samo zaradi tega, ker bi dobro se zavedal, da je bolje da je molk zlato ali pa kaj takega, ampak zato, ker vem, da sem v tem slab. Okay. Jaz sem slab sogovornik zato, ker nočem ljudi obremenjevati s svojimi mnenji, zato, ker so vredni, ama točno to, kot mnenje kogarkoli, in zakaj bi zdaj jaz izkoriščil to, da me pač poznaš ti, pa še par ljudi, da pa jaz razlagam o čemerkoli na svetu. Ne? Razlagam o tistem, za kar sem tisti trenutek poklican ali, po domač povedan, tisto, kar v tistem trenutku počnem. Mislim, da se lahko začeva zdaj gospodarstvo, pogovarjati o politiki, lahko se začeva o socialni situaciji, lahko se začeva o brdo stvari. Za šankom. Ja, pred mikrofonom pa ne bom si jemal pravice ali celo si dajo dolžnosti, da bom zdaj jaz komu razlagal. Tle je trik. Okay. Min grede, zdaj so mi burger prepeljali. Odlično. In kot veš, sem lačen kot svina. A lahko jaz tega fanta spim noter? Čakaj. Ni panike. Kjer ga si pa naročil? Ne vem, moj kolega tamle, Aleš, mi je dal eno si delegiral torej? Ne, nisem delegiral, jaz sem poklical, samo mi dal cifro. Halo? A res? A je že gor prišel? Tako, ne prenese gor lepo v... Čau, živo. Ti prihaja, veš, sam izgubil tej večji... Čakaj, ne za trenutek odložim mikrofon. Laž. Ok, pa zdaj gre lahko naprej, ne? Lahko. No, zdaj pa, kaj pa ekonomija? Ne, škaj me zanima, jaz sem bil na predstavi od Jonasa, ne, Jonas. Pa me zanima ta režiserska tvoja. Ne? Pa sem te pa poslušal v pogovoru, ki je Vesna Milek imela, ko si ti v letu. Ja. To je presenečenje, jaz ne vem, kakšna je tam nomenklatura. Absolutno presenečenje, tako neverjetno. To je TV Magic, to so vsi presenečeni. Obrvi imamo dvignjene, ne vidimo za kamere, to je noro. To je no, ampak sem te pa res hotel, kar se sploh režije tiče. Ker si tam ene par takih navrgel, pa zdaj nisem vedel, kdo to govori, to dramaturško. Ne. Tako malo si imel te velike besede, kar je fair enough, ne, ampak bi se jaz kar na Jonasovo predstavo pač malo sredotočil, no, če se lahko. Pač te zgodbice, ki jih je on imel, ne, pol to povezati pač na odr. Mene doskrat obrt zanima kot taka, ne pač sam kako končno zdaj lahko rečemo, kako je fajn predstava, ker res je, no, ampak bolj me ta obrt zanima, ta proces, ko si videl, tole bi povedal, pa tole, ne, kar se scenarija tiče, kako zgleda to, mislim, kako, zdaj tebe sprašujem, ne vse režiserje na svetu, res, Lada Bizovičarja sprašujem, kako si ti pač pristopil k temu, da je na koncu ratal ta pač predstava. Ampak zanima te pa konkretno Jonasa. Hotel sem iti, da nam zdaj lapo prazno, ko sem delal, pa ne. Veš, tle me res zanima, pa tudi zaradi malih hvaležna, ker Jonas je doskrat shorthand v temu, no, se povej, da nam je zdaj pametno. Ne? Škoda, si hotel. Dobro ti šlo, dobro sva zafilala. Sem te videl, ampak moraš tudi malo povedati. Tole nam gre dobro, posebej tebi. Mislim, Jonasova predstava je neki, mislim, predvsem neobičajnega, ne? Zato, ker je izjemno osebno izpovedna, mislim, najbrž najbolj možno osebno izpovedna. Jonas govori o temi, ki jo najbolj obvlada, in to je o Jonasu. Ne? In v bistvu je srž vsega pri tej predstavi bilo to, da je bilo metanje v smeti. Ne? Mislim, Jonasov life je dolg in razgiban. In najtežje se je bilo odločiti, vršiti ven zgodbo, kako je Jonas s Pankrti igral, ali kako je iz vojske šel s certifikatom, da je nord. Mislim, tle je še množica enih zgodb Jonasovih, ki so same po sebi fascinantne. Epizoda z Živadinovim, epizode z brdom enih znanih slovenskih ličnosti, takih ali drugačnih, ne? Ampak na koncu je bilo treba odločiti, ne? Kaj paše kam. In v bistvu sem najbolj vesel to, da je res predstava iskreno
tkana z Jonasove strani prav iskreno zadevo in z moje strani, da ima točno tisto, kar sem prej rekel, dramaturški lok, ki v bistvu ni tako običajna stvar pri biografijah. Danes sem pravil eno biografijo, ki je pravzaprav samo res slaba ogrlica na nizek enih anekdot, bolj ali manj benignih, ne? Ali pa bolj ali manj dobrih. Ne? No, v Jonasovem primeru, vsaj pri predstavi, ne gre za to, ne? Ampak stvari prelivajo iz ene skrajnosti v drugo, iz njegovega čistega začetka na konc. Pa še vse ima eno, kaj bi rekel, mislim, poleg tega, da je Jonas blazno smešen, blazno duhovit, ne? In blazno sarkastičen ali pa samoironičen, je zraven še ena nežna, intimna plat, ne? Ki je v bistvu prej, mislim, nismo mnogi poznali, gledalci vsaj, evo tako. Ampak kakšen je pa bil pol barometer, veš, pri zgodbicah, recimo, ne? Tako, kaj stran vrš, pa kaj ne. Veš, ker se mi zdi, da to pač je, kot si rekel, ne, sklepam, da je res bilo veliko za reči ne, ampak kako, mislim, na podlagi česa se je pa odločal, recimo. Veš, a sta to video sedela pa predebatirala, kako je to izgledalo? Midva sva z Jonasom večinoma debatirala, ne, in to je recimo tisti največji skor, ki sem ga jaz dobil, ne. Mislim, toliko časa nisem z nikomer preživel v pogovoru o njem samem. Ne. In ni tako bolan, kot se sliši. Ne. Pa ne Jonas, govorim, ni tako bolana situacija, da z nekom debatiraš o njem samem. Mislim, kakšni kriteriji so za stran vrš zadevo? Ne. Relatability, uporabljamo besedo. Ne. Torej, a se lahko gledalec, ki ni iz foha, ki ni iz industrije zabave, poistoveti s tisto zgodbo ali ne, ali boš tekel. Veš, neke zakulisne igrice ali pa zajebancije, ki se nam zdijo zabavne, ne, veš, kaj jo lahko jaz te žaltave razdiram z kolegi iz televizije ali pa v končni fazi s tabo, ki si skozi nekje okoli, ne. To je eno, ne? Ampak gospe gledalki, gospodu gledalcu tam nekje, ki pride gledati predstavo, pa ne pomenijo ama nič. Ne? To pa so lahko še tako zveneča imena, še tako močan name dropping je lahko noter, ne pride do izraza. To je recimo en od kriterijev. Drug kriterij je, pa je sploh duhovita zgodba ali ne, ali gre za eno samo trpljenje na nepravi poziciji. Ne? V končni fazi je point bil, da Jonas na duhovit način gleda sam nase. Pol recimo mogoče kriteriji, včasih so kriteriji tako zelo kruti in da v bistvu lahko govori samo o tem, a je predolga. A se mi da 10-15 minut poslušati o eni in isti stvari. Tako da to so lahko zelo krute stvari, ampak presežek ali pa kvaliteta se največkrat skriva v, bi rekel, vseh delih, ki so povezana s scenarijem, se največ skriva ravno v količini smeti, ki na koncu ostanejo, količini odpadka, količini kalo materijala, ki ga ne uporabiš. Včasih je to prejmo sorazmerno. Veš, boljši, ki je izdelek, boljša, ki je predstava, boljši, ki je scenarij, več listov je končal v smeteh. In več dreves padlo in No, ampak klej bi se vam mogoče res ostalo, ne? Pač, da se saj navežem. Ne? Ta v bistvu stran metajne, ali pa saj, veš, tako, da zgostiš neko stvar, ne? Veš, če te prav razumem, ne? Da je pač res destilirano. Zazipaš, ja. Tako, ne? Ampak, koliko ti je kle, recimo, TV pomagal, pa skeči, recimo, veš, tisti, kar sta Zrnecom delala, ne, delali ste, no, tako, ker se mi zdi, da ene par vas je zdaj v Sloveniji, to pa ta moja neka arč teorija, ki jo imam, ne, ker ste pa nekako dojeli, da je ta neka, da mora biti panči, da morajo biti stvari, ne. In zato sem jaz recimo tudi pri Jonas predstavi dosti presenečen, ker ni nekih zajadran vmes, ne, takih, ki so mogoče pa nam rekel tipično slovenska, ampak se marsikje zgodijo, ne. Tudi pri Jonasu, tudi Jonas od jadra, ampak ve zakaj. No, se to, da ni samo sebi namen, zdaj smo pa zafilali še 5 minut klele, recimo, ne, ali pa, a veš. Mislim, spet je to zdaj nek stvar, o kateri se sprašujem, koga to sploh zanima, razen tebe pa pižame, ne. A veš, oziroma nas teoretikov, ne, a veš, ki radi razpravljamo o tem, ampak lahko leta in leta se
je večina avtorjev, rečemo komedij, da se omejiva na to, delala na smešnosti konteksta. Ne? V končni fazi, mislim, Cankar je delal na smešnosti konteksta, situacije, ne pa na smešnosti besedišča in besedila. Ne? In to je tisto, kar je bilo kar je bila norma leta in leta in leta. Veš, bile so svetle in hude izjeme. Veš, ne vem, zanj sem nekje sem zagledal moj ata, socialistični kulak. Ne. To je punchline na punchline. Ja. Plus bolanost konteksta. Ne. No, premnogi pri nas pa so delali ali delajo na tem, da je že kontekst sam po sebi smešen. Ne, ni. Ja. Ni dovolj. Ne. Mislim, mora biti smešna tudi interpretacija, ampak ne samo interpretacija, ker imaš pa drugo skrajnost, ker pa bolj vse, ker pa ni besedišče, ni smešno ali pa besedilo, ampak je ja. Ne? In to ne pomaga. Ne? No, mislim, jaz odkar vem za joke, se jih lotevam zelo analitično. Mislim, in jih v bistvu enačem z matematiko. Ne? Komedija v osnovi bi jo lahko tudi zdrobili na matematične formule, ne? V osnovi. Ja. Okay. Ampak vse tako, to, kar si rekel, ker se mi zdi, da ta neka evolucija, pa glestavlja, recimo, sploh tipa Zrnec, kar se TV-ja tiče, pa gre se omejiti na komedijo, tako, kar si rekel. Tle so se eni veliki premiki dogajali tako na neki sistemski ravni, se mi zdi, da ni bilo sam več nekih ta svetla točka dolgo nič. Saj tak feeling sem jaz dobil, to sem tudi z drugimi kle govoril. Saj jaz sem ga dobil, da pač prvama dvema, se mi zdi, je takrat ta prvič nekako to se na nek daljše obdobje preselil. Veš, pa ne zdaj sam vidva, ampak se mi zdi, da vidva sta bila tam v središču takrat, zdaj popravim, če se motam, ampak a ti ta lok nekako vidiš od svojih začetkov, gremo temu reči v komediji, pa na TV-ju, da se je šlo stran od konteksta, pa da se je šlo na besede, pa na matematiko. Mislim, v bistvu tvoje izvirno vprašanje je bilo, ali je televizija pa te izkušnje zdaj omenjene pomagali pri tem, da sva z Jonasom to znala zazipati, ali pa speštati v neki, narediti koncentrat. Definitivno. Televizijska minuta je ena dolga mera. Televizijska minuta je vatel, ki traja. In pogosto je pač to spregledana stvar. Veš, včasih spomnim se vdaj, k 15 minut jim je bilo, pa se to ni nič, 15 minut. Ja. In da ne bo pomote, tudi midva z Jurijem sva vlekla skeče, vlekla joke. Danes recimo bi še bolj rigorozno to strigla. Kako pa je prišlo do tega, mislim, se ne vem, kaj pa tvoje... Ne, jaz ful ne bi šel sam čez to, da zdaj imamo pa 10 let neke komedije, pa tudi kar se je na stand-upu dogajalo, recimo, veš, usporedno, ker se je res razvil. Malo mi je škoda, da gremo na to, da zdaj pa že kar malo gledamo, kdo je dober, kdo je slab, kada pred tem, razumeš, je bilo pa vse okej. Veš, kada pred tem smo pa mi imeli komedijo, pa vse je štimal, ne da je bilo tako, kar si prej rekel, v bistvu rekel, neka taka puščava, pa v nas vsake toksajta je bilo malo vode, Kar je res bilo tako. Jaz sam nočem, kje sploh, ko z vami govorim, ker ste iz tega foha, res se probam s tem čim več obadati, ker se mi zdi noro, ker imamo zdaj praktično tak izobilje proti, ne vem, bom rekel 20 let nazaj, recimo, da je kičast, pač kičast je. Ampak pazi, sodobniki od Trefalta, recimo, ja. se mi zdi, da bi se ne strinjali s tabo. Takrat so se tudi smejali so se drugmu humorju, smejali so se pozabljenim humoristom, pozabljenim praksam humorja. Mislim, mi smo jih pozabili, mi smo premladi. Jaz ne vem dobro, kdo je Church Kodler, pa je bil nosilec enega muzičarsko prefinjenega, kva pa je se Jaz sem ga imel čas poznati, pogovarjala sva se, ampak priznam, nisem čisto dobro vedel, s kom govorim. Slišal pa sem, da je bil res smešen. Ne vem, ne bom rekel, ampak enako velja za vse današnjike, za najne sodobnike. Namreč televizija in vsi ti posnetki in tako naprej, to je vse minljivo, to je vse adijo. Film ostaja, ampak tudi, če daš 20-letnikov danes gledati, zanj sem naredil eksperiment in sem dal gledati Back to the Future. Okay. Ni
ni pristal, mislim, ni bilo nekega odziva. Mora biti res genijalen pis, ne vem, zakaj glih Back to the Future, ampak pač tam je bil. Rekel, počakaj, ajde, povej mi, kaj si misliš o tem. Pa še ne par takih eksperimentov je bilo vredno res. No, point. Razen filma se vsa ta televizijsko-radijska navlaka mine. In je ni več. Tako da lahko, da so bili tam tudi funny guy. A veš, lahko, bil je Zlatko Šugman, ne, ki je bil v nanizankah in tako naprej hilarious, ki je bil smešen, Franc Košir. In zdaj že mal tapkam v mraku, ker ne vem, kdo je še bil, a veš, v nebo ukovani forever and ever Ježek, ne, in tako naprej. Ergo, nisem, pač komedija se je tudi pri nas razvijala, morda je malo dlje trajal, ali pa malo počasneje smo sprejemali določene prakse, ki so v britanskem humorju, pa v italijanskem, pa v seveda ameriškem, pa v francoskem prisotni že 1000 let. Pač mi smo še malo surfali med preprosto komedijo, razumeš, Micka se zaljub, pa pade čez lojtro, pa pol pade seveda v drek. No, to je klasična sestavina slovenske komedije bila. Ampak po drugi strani smo imeli pa vse te komediografe, ki so kar pičili tudi v unih težkih, kvaži svinčenih časih in tako naprej. Nekatere smo pozabili, nekatere smo izrinili ali koga. Ne? A veš, meni se ne zdi, da je bila tako turobna situacija. Se mi pa zdi, da ko sva z Jurijem začela, da sva tudi midva čutila eno, kva bi rekel, odgovornost ali pa en zanos, en bulan entuzijazem do tega, da hočva priskrbeti res veliko količino vsaj poskusov dobrih štosov, dobrih skečov, dobrih formatov humorja, ki jih dotlej pač še ni noben, ali pa so jih redki pa premalo raziskovali. Ne. Mimogrede, ni bilo dobro vse. Daleč od tega, da je bilo vse dobro. Ni bilo dobro vse. Ampak je tle se zgodil en zanimiv, dobro se je poklopilo to, da sva se midva z Jurijem družila že po moje leta prej. Občutek imam leta prej in sva se režala v najbolj nemogočih situacijah ali okoljih, pozno po noč, ob nemogočih urah, ob nemogočih kombinacijah pijače, in z najnim frendom Igorjem Gajičem, in to smo cele noči prerežali se v študiju starih, od Pythonov do nekih črno-belih ameriških bizarnih skečev, valjda Abbott Costello, do brda enih teh. Največ sva se prerežala, preden sva sploh skupaj stopila na oder. Pol se je recimo zgodilo to, zanj sem se glih pogovarjal z Gajotom, torej režiserjem najnem takratnem, in najbolj tesnem sodelavcu in piscu in ne vem kva vse. Kako smo mi takrat toliko oddaj, toliko materijala posneli? Ker recimo on je zdaj v, bi rekel, televizijskem, programskem, bi rekel, okolju in ne more sploh več pričakovati take količine materijala od svojih današnjih sodelavcev. Ne. Mi smo bruhali, pol je bilo džanka, pol je bilo pol je bilo pa par res lepih presežkov, ampak danes je to, moraš si predstavljati, mi smo na eno nedeljo posneli 2 oddaji. Torej, mi dva sva bila od jutra do dne v studiu in sva pičila. Poprej smo bili pa 14 dni zaprti v studijih, na lokacijah, na terenu in tako naprej. Tle so tle osebnostne lastnosti. Ne? Juri je vrelec idej, on bruha ideje, on na vsakem koraku prebode neko smešno. Ne? In takrat je imel pač to srečo, da je bil obdan tudi z najnimi kolegi v tem produkcijskem smislu, ki so enostavno lahko realizirali. Imel je mene, ki sem bil zvest podajalec žogc, ne? A veš, jaz sem pičil drug žanr humorja, on drugega, ampak ko smo se pa skupaj posedili, torej z Igorjem, so pa stvari prišle, dobile eno obliko, a veš, mesenele so, ne, materializirale so se iz lufta. Lej, ideje so poceni, kako se reče, dozen na dime. Veš, ideje so poceni, so počela vsega, ampak ključni moment je, ko ti realiziraš idejo. Ne. In midva sva takrat vzpostavila pogoje, da sva to lahko počela. Ne. Ja. Veš,
S pogoji sem se nekaj časa jaz malo bolj intenzivno ukvarjal, Jure se je ukvarjal z idejami, posva se zamenjala, posva se sešla, posva začela to, ono, tretje in tako naprej. Mislim, ja, ampak to je bilo takrat in tam. Ja. No vem, ampak veš, si pa upam reči, da je to vsaj, veš, če se enkrat to zgodi, ne, da bo postal neko, nam rekel mušter, ker to se mogoče preveč omejujoče sliši, ampak en moment, ko se je pa to dal, ne. Odpre možnost ali pa zavedanje, da se da. In to je v bistvu ključnega pomena, ker leta in leta, mislim, moram reči, da ne vem, je to, mogoče je pa to moj hobi, ne? Ampak meni se je velikokrat zgodilo, da se nekaj ni dal, pa da se je leta in leta govorilo, da se nekaj ne da, pa da to pri nas ne bo šlo. In pač je pa samo odvisno od, ne vem, kva pa je najbrž tudi sreče, ne bi tle kreditev jemal, ampak najbrž tudi sreče, da ti uspe realizirati nekaj, kar je dotlej bilo nemogoče in pol je kar nekaj mogoče in vsi lahko to delajo in hvala Bogu. In zdaj je na meni naslednji izziv, pa bi raj kakšno gršo besedo najdel, naslednja obsesija. Ja. Ajde, da vidimo, če se to da. Da še nekaj da na matematiko. Ferbec, mislim, jaz ne vem, meni se zdi, da me goni tle ferbec. Ja, se to da, pa sicer sem, da se da. Ja. Včasih se tudi ne da. Valjda da ne, ampak so pa, se mi zdi, jaz sem, to, da se nekaj da, je ta prva komponenta, kle sem čist stavo, ampak tisto, kar je meni, tam, kar zadeve ratajo, pa malo impresivne, ne, pa kle lahko pol vajo dva pohvalim, ne? Ali pa tudi tebe, tudi pol zdaj čez celo kariero, takrat ne. In pa pol ta konsistentnost, ne? Da se pa to kotali neki cajta, ne? Dobro je, kad ti nekaj narediš, pa en mesec, pa bum, pa taran, ne? Ampak pa to nek proces, in vi ste tam razvili proces, ne? Ja. Hočeš ali vi ste tam naredili neko mašinerijo, tako kot si rekel, ki je pol izplunila odajo ven, ne? Se mi zdi, da tisti je, se mi zdi, kaj je legacy po slovenska, je lepa zapuščina, ta dediščina, zapuščina je boljša. Se mi zdi, da to je ta zapuščina, se mi zdi, kot takrat ostaja. Neka pol vse TV projekte, ki so se jih pol lotevali, in mogoče tudi strukture, ki so nam tisto omogočile, so bližjem vedele, kva to pomeni. Veš, kle se meni zdi ta doprinos in to se nisem jaz zdaj izmislil, sem slišal od parih ljudi, ki se pol vajo dva omenja. No, me veselim. Pa zdaj ne da zdaj si pihava na duš, tako, hočem sam, nočem iti mem tega, predvsem o temu, kar se je zgodilo v komediji. Me veseli, me veseli in mislim, da je bil to tudi eden od namenov. Ne? Ja, sej, mislim, tak feeling polska za nazaj gledaš tudi jaz, da veš tudi zdaj, kar se po YouTubeu vidi, pa tako, ne, imaš dobiš ta nek feeling, da je bila prvo ta štimunga zraven, ne. Pa tako, kot si rekel, pol je tazga, ene parih je, uno so pa diamantki, polke je pa kičast, ne. Ja, kaj pa pač v anale. Kak je pa tisti feeling, ki si znotraj tega, ki delaš v neoddaje, ne, pa ki eden res rata. Zdaj pa, tako, a imaš takrat cajt reči, ta je pa demet, ali je sam dajmo naslednjega, pa pol čez 5 let? Jaz mislim, da je to povezano s tem, a si tisti človek, kaj bi rekel, zrel, ki zna biti in the moment, ne, ki zna biti tukaj zdaj, ali si človek, ki je vsak moment že v naslednjem. Ne. In na svojo veliko žalost sem jaz ta, ki se ne spomni, moral bi videti ali pa imeti priče iz tistega cajta, da bi lahko začutil feelinge zmagoslavja ali pa ne, tega absolutne navdušenosti, ki so trajali takrat par minut, pol so šli pa tako brutalno v pozabo, da ti ne znam niti opisati. To pomeni, feelingi niso tle, kaj do vas. Mislim, veš, da si dobro naredil, ampak ti imaš že naslednjega za narediti. Ja. Sej. Prihaja naslednja minuta v oddaji, prihaja naslednji teden nov gost, nimaš cajta. Mislim, ali pa rataš malo sramežljiv do teh lovorik, pa se malo, ne se ureda, mi to sam delamo, ne vem, ampak se mi zdi, da je ful lažje biti malo, vse. Zato, ker se mi grede spet začneš objektivizirati, ne. Povedal še eno, kar se tako, zdaj gre, ti si zdaj vse to naredil, pa ka že imaš izkušnje. Ja. Pa če kakšno stvar za nazaj gledaš, pa je to TV ali pa ena predstava, ki si jo bolj na začetku delu, ki jo gledaš, imaš ta feeling, dajmo, kje bi šlo pa lahko hitreje, a imaš ta, da vidiš, kje je bilo, recimo, še malo bolj za zipu, no? Tako, ali ne. Ja.
Mislim, redko se zgodi, ampak zelo redko se zgodi, da gledam stvari, ki so iz pretekle zgodovine. Ne? Recimo, pogledam si ali pa preštudiram material, preden gre na televizijo, ko se dela, ne vem, v zadnjem času, ne vem, na žaru, ne, recimo. Tukaj gre za študij, vidimo kvat, tle narobe, tle partisant, tle glasite tiši, tretje, milijonih. Da bi pa študiral stvari izpred, ne vem, 2 let, 1 leta, 5, kaj šele 5, 10 let, se pa ne zgodi. Okay. Mislim, spomnim se, da se je zgodil, ne vem, en večer, kva je bilo, da so začeli vrteti, se ne vem, bila familija, ali so bili kakšni frendi, ali kva, da smo prišli na neke stare posnetke, one, take, drugačne, bolj je bil point v tem, veš, režanje frizuram iz 80-ih, pa to. Ja, okay. Ampak jaz sem seveda videl noter tudi vsebino, ne. In ja, mislim, spomnim se, da sem bil kar, dajmo, mislim, tega ne bi nikoli danes tako govoril, ker je čist narobe, ker je neumen, ker ni prav formuliran, ker je, pa kaj si ti tle mislil, ampak moram priznati, da ni to, da me kaj posebej vrzel, ker vem, da je to pač del napredka, del nekega razvoja, kaj je, zdaj ne moram z glavo toč tukaj, za kakšno stvar mi je tudi nerodno, v smislu, ampak v smislu neroden šit, zamujena priložnost. Že takrat bi, če bi samo malo pomislil, če bi samo za minuto se prej usedel, pa malo bolj razdelal to, bi ta stvar bila narejena. Pravilno tako je pa pač tam padla v vodo, ampak sej smo še. Zaradi tega odgovora sem te to vprašal. Dobro me veseli. To je cela moja teorija, da te mora biti malo sram za nazaj. Ker če ne, nisi nič naredil. Če ne nisi, ni bilo bene evolucije. Ne? Najbrž, ne vem. Res, to me je, zaradi tega sem te to vprašal. Me veseli, dobro. Prav odgovoril. Jaz vam pa še eno komponento, ki je v bistvu čist moj fetiš in to res ljudi sprašujem, ki so kadarkoli na TV-ju. Tako da kle pa mal, ni nič tazga, ampak ena stvar. Jaz tudi, ko vidiš, ki se vidva pogovarjava, jaz se trudim neko avtentičnost prenesti, pač čez mikrofon, provam, da se tudi ti malo sprostiš, pa se pogovarjati, kot si zdaj razlagal. Mi je pa zelo všeč, da se to kdaj prenese tudi na slovensko televizijo. Ne. Zdaj pa. Jaz sem 83-letnik, meni je bil zmeram nek temelj, mi je bil pač Jonas, ko je on prišel na TV, pa je govoril kot človek. V tem neki okoli 2000 obdobje, po 2000, imam pa tebe, to jaz osebno zdaj govorim, imam pa tebe kot nekega tega modela, ta zgleda kot človek na TV-ju. Čeprav si imel to neko pozo, pač, ne vem. Čuden človek, ampak človek, ja. Ampak človek, Zdaj me pa ta del me zanima. A si ti k temu pristopu že v štartu, jaz bom pa človek na TV-ju, ne bom pozdravljen, jaz sem pa lado bil, da ni bilo tega. Kakšen je bil tam sploh razmislek? Glede na karkoli si na TV-ju delal. Ti je kdo rekel, da ne, pa si ti rekel, jaz bi pa tako, ta del, ker se mi zdi pa to neka taka redkost, še zmeram. Zanimivo je še zmer to, Tako. Jaz tega malo ne zastopam. Moram priznati, da spet stvar, ki je pogosto na mizi, vprašanje, ampak da se bolj ali manj uspešno temu odgovoru izogibam, ali pa tej analizi, ker ne vem, ni čist enega enoznačnega odgovora, da bi vse razložil, ampak ajde, Ampak a te lahko eno stvar, se vem, da pa še par minut bom pokuril. Ampak jaz te to res, ne sprašujem te v smislu formule ali pa, mene to res zanima iz tega, ker res verjamem, da ta avtentičnost, pa nam rekel, tako sem hotel reči, bolj pali, v kjermokoli mediju, ampak se mi zdi, da v teh cajtih, da je tako inherentno potrebna, da je nekaj v redu v kjermokoli mediju. Razumem, ja. Da se mi noro zdi, da se še zmeram preveč zatekah tej neki izumetničeni formalnosti, ki jo tako radi vsi, pa res ne vem zakaj. Se mi zdi, da ti si bil po vatizmu obdobju ta neka točka, razumeš, enega, ki je pa mogoče to, kar jaz zmeram, to autentičnost nekako probo furati. Res te iz tega, še hočem. Razumem, zelo. Iz tega vzgiba, zato te to sprašujem, Vlado povej, ampak. Ne, razumem. Mislim, in viš, glih tle je vprašanje, zdaj kot prvo, ne vem, spet na glas razmišljam, Bog ne daj pripisati mojim besedam kakršnekoli prosvetne vrednosti, ali pa, ker še sam nisem prepričan v to, kar zdaj prima vista razmišljam. Kot prvo, najbrž Jonas je spet davno tega že rekel, da v bistvu smo vsi pred kamero
on je Jonas pred kamero, pa je pa Jonas doma. In tudi jaz sem pač Lado pred kamero, pa sem pa Lado doma, ne? Ali pa Lado še kje druge, ne? Pač te vloge, ki jih upravljamo, kar so nas učili pri sociologiji, prvi unit one. Ne? Ampak se mi pa zdi, ne, da zdaj vsak televizijski lik mora biti umeščen v pravi kontekst. Jaz poznam izjemne televizijske like, ki daleč od tega, da bi ne bili izumetničeni. Popolnoma so fake, ampak funkcionirajo in ustrezajo momentu, ki ga hoče pač ustvariti. V končni fazi, ne, če sem jaz bil ta človek napake, jeclanja, jaz ne vem česa, na drugi strani, ne, je bil, sva spet pri Juriju, je bil Jurij on je zelo vedel, on je igralec, ne, in je zelo dobro vedel, da je to vloga, ne. Dobro, s časoma, ne, jaz tudi najdel neko vlogo, ne, ampak, okej, ne, veš, ampak je Jurij še zmer pasel, ne, Jurij ne moramo reči, že bil v kateremkoli momentu izumetničen, razen ko je moral biti čebelita, ne, ali pa njemu bi isto rekel, ne, sej, da nav pomote, cool, veš. On je bil zelo naraven v tistem televizijskem liku Jureta z televizije, ne. No, ampak dobro, če malo, kaj sem, zakaj meni ni... Mislim, da ti bi lahko let pa bil beš, ne. Pa pač res nisi bil, ne. Aha, to, ja. Pač res nisi bil, ne. Pa se to še zmeraj preredko zgodi, če mene vprašaš. Tendence so še danes na televiziji, da poskušajo ljudi vkalupati v nekaj, kar ustvarjalci daje mislijo, da je prav, ne. Meni se to zdi recimo grozen, ne. Moj najbližji sodelavci in mentor takrat je bil Bojan Kranc, ne, ki je že, odkar je Studio City ustvaril, stremel k temu, da je imel tam noter same bolj kot ne naravne ljudi v osnovi, ljudi, ki so pač se ukvarjali z nekim problemom, ne. Kar pomeni, da on mi ni dal postulatov za pojest, kako mora biti na televiziji. Jaz sem sicer že prej nekaj delal na televiziji, torej pred kamero, kjer sem namenoma zasedel pozo, jaz sem tukaj zdaj in vem, kva se dogaja in sem tudi k svoji publiki to govoril. Ampak takrat še nisem imel tega nacionalnega občinstva, ki sem ga dobil. Mislim, moja poprečna gledalka je bila, ne vem, 66 let stara gospa onkraj meja Ljubljane, ne. No, prej tega nisem imel in sem si to lahko privoščil. Tukaj pa mislim, da je bilo bolj kot ne zavestno kršenje pravil, ker če ne bi jaz razvezal si vezalk, takrat bi bil beš. Ja. Pa to je samo bil en od trikov, da ne bo pomote, ne. Ja. A veš, ali pa ne vem, kva sem takrat počel. V končni fazi kršenje norm vsaj splošno pogovornega jezika. Meni se zdi zdaj lepš govoriva, kot sem jaz govoril takrat, ne. Ampak, ja. Ne, a imaš jezenega gledalca, ki te mrzi, ali imaš pa unga, ki te ljubi, karkoli je vmes, je brez veze, ne. Ja. No, ampak zdaj se mi zdi tako, sem jaz to preračunal. Mogoče ima upravk to, mogoče ima kaj za upraviti zraven tudi to, da sem jaz ogromen enega časa preživel na RTV Slovenija od svojega, ne vem, 15-14 leta, ko sem hotel se televizije naučiti in sem pač bil tam zlati prinašalec, prinesel sem kofer, režiserjev, pa ne vem kva. In sem videl brdo enih ljudi, ki so delali televizijo absolutno pravilno, tako kot je treba, govorili so krasno, ja. Govorili so tehtno, govorili so super, ampak ni mi bilo zabavno, ne. In mogoče sem od takrat naprej na misiji, da pač a smo lahko ljudje v osnovi. Mislim, meni so napake zanimive, no. Ja. Meni je lepo videti alkoholičarja Lettermana, ki se uživo pred občinstvom pravzaprav skine z alkohola, govoriva leta in leta nazaj. Ja. Meni je lepo videti spet Lettermana, ki reče, ja, zajebo sem, ko sem šla to unole asistentko tamle. Meni je fajn videti Lenota, ki pride nazaj, ki je zajebo kolega v show biznisu, ki mu je vzel nazaj in reče, ja, ma nisem hotel. In množico drugih ljudi. Meni je fajn videti človeka, ki je na televiziji pač to, kar je. Razumeš, a je ultra super tetra gej, razumeš, ali je pa zoperen, zadirčen.
in s tem tudi pronicljiv, bi rekel, človek, ki dela intervjuje, ali pa kar češ, ta avtentičnost. Meni se zdi avtentičnost najlepša stvar pri televiziji. No. Mislim, če televizija kaj lahko ima, če televizija kaj omogoča, je to ta brutalna avtentičnost, ki pa ni nujno zmer dobra, da ne bo pomote. Gre tudi v ekstreme. Ampak kle se res, ki si rekel, kar je zabavno, ne, v zabavnosti, v tem kontekstu bi si pa upal reči, da je pa skoraj nujno. Ampak se spomniš ti Trefalta? Ja. Trefalt je bil avtentičen v svoji drži televizijskega voditelja. Ko je on imel svoje kvize in upil. Vrtel nekaj, ki se je vrtel. Ne vem, kaj je bilo, ampak vrtel so neki neke skrinje, pa to. Jaz sem bil brdo tega. On je bil zelo avtentičen. Ja. On je bil tudi sicer študiozen, zajeban lik, ne. In tam se mu je videl, ker mu je ena družina šla na jetra. Jaz se zelo medlo spomnim tega. Jaz sem videl, zdaj bi ga zaštihal, ker je ona predolgo govorila. Dobro, gospa Marjana, dovolj je, zaenkrat, pa pojdimo naprej. Govoril je v nekem jeziku, ki je pač takrat bil norma za televizijo, ampak on je govoril normale. Dobro, dovolj, pojdimo zdaj naprej, ampak je govoril, kot človek. Se to, ampak se o tem govorim, če ne ta bežje, to ni, prej, se rekel, meni so tudi recimo napake kot take, so mi tudi zanimive, se mi pa zdi, da se hitro to začne, sploh ne vem zakaj, je neka obsesija na TV-ju, da se napake začne hitro enačiti z nesposobnostjo, veš, da je to karkoli je napaka, je kar naenkrat minus. Ne vem, če je tako. A misliš, da res, po čem to sklepaš, kdo sodi napake, a gledalci? Ne, jaz mislim, da unika to, ki delajo... Soustvarjalci, odvisno od okorelosti ali pa okostenelosti soustvarjalcev. Yeah. Mislim, jaz v današnjem času vem, ko spremljam kolege, kako jih recimo nekatera taka ali drugačna uredništva poskušajo jim nadeti uzde in vse te neke, razumeš, jih ukalupati v ne vem kva. Ampak po drugi strani pa sami si pustite. Mislim, nič ni toliko vrednega, da je izdelek na koncu beden, zato ker ti nisi moral narediti svojega joba pravilno in prav. Ne? Tako da jaz mislim, da je to odvisno samo od tega, s kom delaš pa zakaj delaš. Mislim, mingrede, za sleherno televizijo obstajajo govorice, da tam pa ukalupljajo ljudi. Jaz ne govorim to, fair enough. Jaz ti povem, da jaz poznam izjemne time na RTV Slovenija, ki toliko enih semen vržejo voditeljem ali pa tistim, ki so pred kamero, ampak jih pač oni ne znajo sprejeti, vzgojiti. Na drugi strani Pop TV, ki ima ogromno število teh licenčnih oddaj, ker že po defaultu človek sliši, tle moraš biti pa prav po regalcih. Mislim, spet na Pop TV izjemno analitični posamezniki, ki vejo, ki svojim voditeljem, ljudem pred kamero znajo držati štango, da lahko so dobri, ampak spet je odvisno, kdo to vzame, kdo to podre. In da ne bo pomote, jaz pogosto podrem to štango, zato ker pač, ne vem, je v danem momentu mi ne vem kva, ne znam, neki ni, in se ne zgodi. Torej, ne velja to, jaz to znam vzeti, oni pa ne znajo. Ne, daleč od tega. Vse je odvisno tudi od sodelavcev, ki si jih izbereš ali pa ki jih dobiš. No, zato se mi pa še enkrat, zato se mi zdi pa tak dosežek, koliko daj ste vi takrat naredili, pa da je to neka mašinerija. Res, iskreno. Pač. Jaz se vem, da to zdaj že ta drugič ponavljam, ampak to jaz nočem iti preko tega, ker mi ni dost sam reči, jaz sta imela pa fajno dajo, pa sta bila v redu. Ful je lepo, da to, mislim, da to veš, ker ključnega pomena je vedeti, noben od nas pred kamero ni samo to, kar je pred kamero. Ja. Tle od zadaj so, mislim, jaz ne vem, če bom kdaj sposoben ali pa če bom kdaj imel možnost sploh izraziti hvaležnost in ljubav do ljudi, ki so bili z mano za kamero. Zdaj sem Kranjca omenil, pa Jerko Bizil še na radiju, a veš, to so te, ki jih poznamo. Pa tle brdo ljudi, ki jih pač niso razupiti, ki so že leta, mogoče tisočletja, samo, spodaj v kleteh in noben nevezanih in prepogosto se zgodi, da mi, ki smo pa pred kamero, imamo ful preveč opravka, samim sabo, pa s kravato, ki je postran, ali pa s podpisovanjem, avtogramom
avtogramov otrokom po snemanju, namesto da bi šli na per s temi ljudmi, ki so ključnega pomena za sleherno stvar, ki jo mi tam naredimo. Mislim, res sploh ne znam, probam iz pleksusa ven potegam to, ampak vem, da se je ustavil na tejle penci na mikrofonu. Vem, žal. Vem, ampak zato pa jaz sem rekel, tako, zdaj, ker lahko malo z distanco že na par stvari gledaš, ki so bile v redu, pa polka veš, kakšna mašinerija se je mogla vzpostaviti, pa da je vse to nekako funkcioniralo. Ali še včasih res gleda, kaj čudeš. No? Tudi, ne vem, sem s Perico govoril, so pol vidim Perošev, recimo, dela, nekaj vidiš, kako se je tam kotalila stvar. Ne? To se res ne zgodi doskrat, ampak še enkrat, klete pa res hvala, vidva, mislim, da sta ta prvo v tej, gremo reči, moderni dobi, karkoli hočeš reči, se stavlja pa eno obdobje, ki se je to dogaja. Da je malo dalj trajal, eno sezono, eno enoto nečesa, ampak je bilo si lahko navajal dva in to mašinerijo si pa lahko računal. Tako da klesam kimi, no, če ti narodan, ampak, a veš. Ja, razumem. Mislim, zanimivo je to, da smo se zadnjič pogovarjali s kolegi na Pop TV-ju, da če bi že takrat, mislim, zakaj tega ta trenutek ni, če bi že takrat bil, Pop TV ima zdaj izjemno močno, tudi kreativno, bi rekel, postavljeno platformo, in veselim se dne, ki bojo na full blown 100% odprli, ker lahko ven pridejo res dobre avtorske stvari. Glih zadnjič sva se pogovarjala z enim od ključnih ljudi tam o tem, če bi takrat tudi Pop TV imel že to platformo, mi smo takrat vse delali zunaj, bi ta oddaja lahko, ta tip oddaja lahko trajal 12 sezon, 15 sezon, tako kot se spodobi pravzaprav za ta tip oddaje. Namreč ena stvar, ki se je večkrat omenil, je kontinuiteta. Kontinuiteta tega, da pač mi smo več sezon to delali. Še ena kontinuiteta je tle pomembna in to je kontinuiteta tega, da televizija ali pa broadcaster ali pa sodelavci že vnaprej pristanejo na to, da bo trajal najmanj eno, če ne 2 sezoni, da se sploh pravilen kod in mašinerija vzpostavi. In dobro, mi smo takrat to malo pospešili, ampak jaz ti pravim, od naslednje oddaje dimenzije, ali si tudi notado, ali pa še kakšna druga, mislim, TLP je tudi, imam podobno v spominu, samo vprašanje časa je, kdaj se bo to zgodilo. Je pa res, da je danes težje, zato ker na podlagi vsega narejenega v tej domovini moraš dati malo več ali efforta, torej truda noter, ampak ker je pa truda že itak toliko bilo noter, že skoraj težko daš več truda, zato moraš dati več denarja noter. In pa smo tle pri denarju in mora biti več denarja, več ljudi, več ne vem kva. Veš, produkcija mora nabrekniti, da sploh lahko narediš nekaj, kar ne bo primerljivo z nečem, kar je bilo delano v 90-ih, ampak mora biti tukaj zdaj, a veš, današnje hitrost, norma, folk, joke in ne vem pa vse. Ja. Ampak, in da sam malo to nadaljujem, se mi pa zdi, da je pa končno ta snežna kepa, je pa zdaj že toliko zarasla, če nič drugega na ljudeh, ki pač sploh hočejo to delati, znajo to delati, pa so že kje šanso dobili. Zdaj, ko so se skačoholiki zgodili, pa to, kar Jože dela na nacionalki, recimo, se mi zdi, pa je to malo nabrekno, sploh iz tega stand-up pula, Pižan, Perica in ostali. Se mi pa zdi, da je zdaj ta bazen, to je tudi ena mojih tem, ki se z vami pogovarjam. Se mi zdi, da tako, se čaka, da oprevesa. Tako, jaz ful upam. Bazen je poln krasnih ustvarjalcev, in imam včasih občutek, da še sami ne vejo, koliko so krasni. Manjka pa en moment, ki ne vem, zakaj se ne zgodi, bi rekel, moment, da skrb stopijo in da skrb stopijo in da se spuca, kaj, kdo, komu, zakaj, in pol se lahko res veliko stvar naredi. Recimo, jaz vsakem možnem pogovoru rečem, daj prid k meni, povej, sam da ti povem, kje sem jaz zajebil. Jonas to že leta in leta govori. Jonas lahko pove, da jih je zelo malo prišlo k njemu na obisk. Ne reči, stari, veš, ko jaz pa razmišljam, da bi to delo, pa ne, če gremo tja, pa pol kva bo, pa da Jonas reče, smo to delali, sem zajebil tle, veš, kva ne delati. Ne? In meni se zdi, da ko bomo vsi skrb poštekali, da v bistvu je treba skrb delati. Kdo vse je z nama z Jurijem delo? Vsi. Ja. Da beso. In to je bilo, in zato je tudi nama nisem šlo. Okay. Zgreva pa na zadnje vprašanje, Lado. Ker itak ne veš, koliko cajta se že pogovarjal. Točno, jaz se pogovarjam. Imaš uro, gledaš na uro, goddammit, sem mislil.
V glavnem, tvoja strojna oprema, kar pomeni, kjer telefon pa računalnik. Zdaj le gledam na telefon, torej na iPhone, Ja. gor imam pa MacBooka. MacBooka, Yep. kjer ga veš, 15, 13. Imam dva. En je, če moram kaj resnega delati, je MacBook Pro, Okay. imam pa še enega Era. Ok, on je pa za sabo nosil. On je pa za sabo nositi, mislim, da mu je zdaj že baterija šla v red, ker ga že dolgo nisem odprl. Kaj pa tablica, kakšna, kaj obstaja? Tudi, ja. Imaš iPad, spol sklepam, zmeden. Pa 5 Apple na telefonu, ki jih dejansko uporabljaš. Poglej v telefon, seveda. Mislim, 5 Apple, ki jih dejansko. Ki jih dejansko, jaz nočem, da hočeš kuli spas s kakšnim appom. Ne bom. 5, ki jih dejansko uporabljaš. Ne morem. Škaj, ne morem izpasti preveč kul. No. Ampak, dajmo pogledati. Tle uporabljam en app za mobilno bančništvo, recimo. Okay. Tle je MyCloud, Okay. tle imam, kva imam tle Booking, Okay. potem imam Uber, evo, tega vem, da uporabljam, ko nisem doma. Ja, ker ni skleja. Tle imam app za taksi poklicati in imam recimo, kjer je kakšen tak zanimiv, evo, tle je RTV 4D, evo 24 ur imam tudi gor, pa je kakšen prav, evo, To-Do, Aha, kjer? To-Do 6. Ok. To je fair enough. Ga dejansko uporabljaš Ja, za taske. za taske pa Evernote tudi. Aha, si na Evernote. Dobro. Imam pa tle še svašta, mislim, lej to, no. Ja. Večina junk, ampak ne pa vseeno. Pa dobro, sej. A ta aparatus pogovor si dal v To-Do ali ne, ali bo dost moj calendar invite pač. Prosti, ne, nimam ga. Evo, kaj imam zdaj? Avant to go. Aha. To je pa car sharing. Ja. Zdaj sem bom domov odpeljal s tem, da bom pač odklenil avto in šel not in pač šel domov in ga parkiral nekje in bo mega. Lepo. Ja, Okej. ena izmed mojih ljubših. Dobro si rekel na koncu. A ne? Ej, sem dobro izberil. Lara, zadnje vprašanje, ki je vedno isto, tudi, da se zaključi, veš, kot dva bookenda. Če bi mogel izpostaviti eno fizično stvar, ki ni človek, sprav ne more biti tvoja babi, ne? Eno fizično stvar, ki jo še imaš, lahko jo nimaš več, ki misliš tako, da je bila narejena zate, oziroma pač tako, da je, to je bilo pa tako, to je pa zame bilo. Ne? Kaj bi to bilo? Pa odgovori so bili, ne vem, grelci prostorov do računalnikov, razumem, nič zdaj treba. Karkoli, da ni človek, da je stvar, ta je bilo pa zame narejen. Lahko še imaš, lahko ne več. To sploh ni tako švoh vprašanje. Ampak zdaj moram se prave stvari izmisliti. Po želji. Zato, ker pride kakšna fascinantna nova reč ven, ne, sem jaz kar navdušenc. Ne spadam v skupino potrošnikov, ki so trendsetteri, ki beta verzijo takoj imajo. Ne. Nisem ta, ampak takoj. Ne vem, kva je že tukaj klasifikacija potrošnikov, ampak ta drug pa sem in se res zapalim. Ne. Mislim, si videl, s kakšnim žarom sem recimo car sharing omenil. Ja. To se meni zdi nekaj najlepšega na svetu. Recimo, ne. Ampak dobro, gre neko še bolj materialno. Manj... Tako nek objekt, da je. Veš, da ni, ne tako knjiga, ampak kjera knjiga, tako ne bo. Evo, recimo, zame je bil narejen Kindle. Lepa. To... Kindle, ampak ne Kindle, kjerkoli nova verzija, ta star, ki moraš luč imeti. Ja, okay. Kindle je bil narejen. Tako. Okay. Kaj je to? Kindle 1. 1, 2, mislim, da tudi 3 še ni. Paperwhite je v bistvu bil prvi, da res, tako da 3 so bili brez lučke. No? Ja. Kindle. Zmena. Kindle je najboljša stvar v zadnjem času, če sva zelo sproščena, ker vse par leta, ne. Ampak, ki me še zmeraj, kadarkoli ga primem v roko, se reče, glede na to, komu si ta odgovor povedal, lepš ne bi mogel reči, pa prvič povedal. No, me veseli. Tako da, kar si bil v aparatusu. Hvala lepa. Hvala tebi, ne. Tako da, reč adijo. Z Bogom, bilo je... Zdržal si. Dolgo, a ne? Ti pa, veš, da sva bila predvsem monotematska, ne? Lej, pusti meni vprašanje. Dobro, jaz naredim spisek, pa ga pa stran vržem, ampak there's a method to this madness. Meni je to zelo fajn. Ja. In če ne veš, moral bi si izmisliti kakšen izraz, a veš, ne, you've been punked ali pa hitacka, ker you've just been neki, ne vem, ker je iz moje strani tebe, zakaj? Ker sva se omejila točno samo
moj del in gotovo. Pa kaj si pa mislil, kaj si res mislil, da Mislim, da boš razmišljal. Kaj si mislil, povej, kaj si mislil. Oprosti, daj se spomnim pripravljenih tem, ki si jih še imel. Samo naštej jih, ne bova se jih dotaknila, da vidva, kaj si spustil z mize in da se lahko veselim, čemu sem se izognil. Ne, v bistvu sem imel dve tangente, sem še imel pripravljene. Okay. Ena je bila v bistvu muska, ker se mi zdi, da se je to pri tebi, ne vem, saj jaz imam tak občutek, da se je ta muska pri tebi nekako pozabila. Ne? Ampak ti si na eni točki muskontar si bil, veš kaj hočem reči, tako legit muskontar si bil. Ja. In zdaj kle sem hotel malo zabresti noter. To je bila ena stvar. Ta druga stvar je pa bila, glih to, kar si omenil še tale, ki si rekel, da so te pač licenčne oddaje. Res nisem, da takoj rečem, ker to mi polozi, jaz ne bi hotel tega disati, ampak se mi pa zdi ta fascinanten, se mi zdi zdaj, ki si se znajdu v enemu formatu svetovnemu, razumeš, ki je, ne govorim toliko o regelcih, ampak o tej mašineriji, ki je tam postavljena, pa kako je bilo, ki si delal pa tako oddaje. To še neko, ta kontrast, recimo. Dobri tangenti. In lahko ti povem, ful dobri tangenti in lahko ti povem, zajebo si se. Ajde, čau. Tole je bila 141. epizoda Aparatusa. Laro tam je na Twitterju, tako da mu tam ne morete držiti, meni pa lahko. Jaz sem na Twitterju afna.nzt, sem tudi na Instagramu in pa na Snapchatu, tam sem tudi anzt, kar fajn, ker imam posod isto, čeprav sem zdaj to 3-krat rekel, ne vem zakaj. Drugače so še ostali intervjuji na aparatus.si, tam je še par podcastov, tako da če slučajno tole prvič poslušate, pejte pogledat, ker je dosti zanimivih zadev. Sicer pa ful hvala vsem, ki ste poslušali, podprite, če lahko to naredite, tako da greste na aparatus.si/podpri, pa še enkrat hvala vsem, ki ste me bodrili med tole pauzo, ki res ni bila po moje volji in še zdaj ni čisto končana, pravi svoj dan. Tako da to je več ali manj to, se slišimo naslednjič. Čau.